1. avgust je dan, s katerim se v jeseniški občini vsako leto spomnijo partizanov Viktorja Arzenška in Ferda Korena, ki sta umrla v spopadu Cankarjeve čete z Nemci na Obranci. Zbrane na letošnji slovesnosti je nagovoril član državnega sveta magister Stevo Ščavničar, ki je opozoril na različna vrednotenja vojnih dogodkov, ki so se zgodili pred več kot 70 leti. Glede na to, da smo se tukaj zbrali na spominskem dnevu, da bomo pravzaprav govoriti o vrednotah, za katere so se borili tisti, katerih spominu posvečujemo ta dan, je prav, da se vprašamo, kaj s temi vrednotami. Jih še spoštujemo, smo jih ohranili do danes in ali smo v kondiciji, da jih ohranjamo tudi v prihodnje. V kulturnem programu je nastopila pevka Marjetka Popovski iz Izole, ki je zapela znane partizanske pesmi. Pisem tiho junaki pojo, o trpljenju slovenskega ljudstva, ki bori se za svojo svobodo. Gremo, o junaki, gledajte, prodrite naša mesta iz temnih gozdov. Vse, ki bijejo nas, preženite in spodite iz naših domov. Gledališki igralec Bojan Dornik pa je recitiral pesmi Mihe Klinarja, Mateja Bora in Srečka Kosovela. Vsa polja zlatijo se, bregovi rdeči, nad vsemi rodovi vstaja dan. Kakšne sanje ti dušo teže, vstani iz sanj. Vrnil sem se iz tujine domov in se naslonil ob bok gozdov. Nad vsemi rodovi se dani, vse se prebuja, da zaživi. A narod molči. 1. avgust ni bil vselej znan kot spominski dan občine Jesenice, temveč je bil leta 1954 sprva razglašen za občinski praznik. Kot takega so ga Jeseničani praznovali vse do leta 1998, ko se je občinski svet odločil za spremembo. Za praznik je izbral 20. marec, v spomin na prelomni dan 1929, ko je bil Jeseniški trg razglašen za mesto. 1. avgust pa je bil nato preimenovan v spominski dan. Mi smo veseli, da se je ta dogodek ohranil kot spominski dan, ker videli smo sami, da je veliko število udeležencev pač spoštuje ta datum in tukaj treba povedati predvsem to, da so prve žrtve, ki so padle na tem delu Gorenjske, bile ravno v območju občine, konkretno na Mežakli, in mislim, da je kot Obranca je treba te spominske dogodke negovati tudi za naprej, ker to je dejansko bil nek zgodovinski dogodek in te stvari ne smemo pozabiti. Župan meni, da je bil narodno-osvobodilni boj velikega pomena za vse, ki so v njem sodelovali. Želi si, da bi si upora slovenskega naroda proti okupatorju tudi vse naslednje generacije spominjale s spoštovanjem. Večkrat mogoče nekateri potem so poizkusi bili potvarjanja teh zgodovinskih dejstev, ampak tukaj treba povedati, dejansko zgodovina je bila, zgodovina je in mislim, da je treba resnično to negovati v opomin in pa spomin teh dogodkov.